Pozdravljen! Danes bomo spoznali dve novi mali pisani črki, in sicer črko A in črko O. Verjamem, da komaj čakaš in da si že čisto pripravljen. Tudi danes ne pozabi na pravilno držo nalivnega peresa in kako pravilno sediš za mizo. Si poglejmo, kakšni sta črki A in O na prvi pogled. Kje sta si podobni in v čem se razlikujeta. Opaziš lahko, da se obe črki začneta z ravno poševno črto navzgor in da imata obe okroglo obliko. Ali opaziš razliko med desno črto pri črki A in med desno črto pri črki O? Vidiš, kje se nadaljuje desna rokica pri črki A in kje se nadaljuje pri črki O? V nadaljevanju si bomo ogledali zapis črke A in črke O. Pozorno opazuj moje poteze, lahko jim s prstom slediš po ekranu, da si jih boš lažje zapomnil. Lahko si ta del posnetka tudi večkrat pogledaš. Črko A zapisujemo tako, da potegnemo torej tole dolgo poševno ravno črto in potem naredimo hribček v desno. Pazimo, da je hribček dovolj velik in dovolj visok, da se lahko potem vračamo po tej isti potezi nazaj, naredimo trebušček oziroma glavico za črko A, tako kot pri mali tiskani črki, in se vračamo že skoraj, vidite, z ravno črto nazaj navzgor. Naredimo takle kljunček oziroma zavihek in se vračamo z ravno črto navzdol dol do spodnje črte oziroma do spodnjega dela črke A, naredimo blagi ovinek in dodamo rokico v desno. Če ponovimo torej poteze, torej gremo po strani poševno ravno črto navzgor, naredimo hribček, ki mora biti dovolj visok in širok, se vračamo po tej potezi nazaj, naredimo trebušček oziroma glavico do spodnje vrstice in tule že zravnamo rahlo v ravno črto, naredimo takole črtico navzgor in se z ravno črto vračamo navzdol, blagi ovinek in roka v desno. V naslednji potezi vam bom pokazala, kaj se lahko zgodi oziroma kaj je najpogostejša napaka. Torej, otroci, tole rokico še naredite dovolj v redu, tule naredite pa hribček prekratek oziroma greste premalo navzdol. To pomeni, da potem nimate kam dodati tele glavice in vam zmanjka, vidite, tule prostora in potem greste takole in je narobe, ja. Torej, potrudiš se, da narediš tale hribček dovolj navzdol, tako, vidiš, da imaš prostor za glavico, dodaš ravno črto in se potem z ravno črto navračaš navzdol in dodaš roko. Podobno kot črko A zapisujemo tudi črko O. Enako naredimo torej poševno črto navzgor in dovolj dolg, širok in visok hribček, da se lahko vračamo nazaj po hribčku, naredimo glavico za črko O, gremo navzgor, enako kot pri črti A naredimo to črtico navzgor, vendar se sedaj ne vračamo več s celo črto navzgor, ampak tule že naredimo zavihek oziroma krajšo rokico. Torej, črka A ima daljšo rokico in nadaljujemo takole navzdol, nadaljujemo v tem delu navzdol, pri črki O pa to vračanje zaključimo prej in naredimo krajšo rokico v desno. Ponovimo torej poteze, se pravi, poševna črta navzgor, dovolj velik hribček, dovolj navzdol, dodamo glavico za črko O, ja, tule naredimo črtico navzgor in se po tej črtici rahlo vračamo nazaj in potem že dodamo rokico za naslednjo črto. Tudi tu se nam lahko zgodi taka
napaka kot pri črki A. Se pravi, če ne bomo hribčka šli dovolj globoko, nam bo zmanjkalo, ja, in se te poteze tule ne bodo združile, ja. Zato se moraš torej potruditi, da narediš tale hribček dovolj globoko, da boš lahko tole črto, s katero se vračaš navzgor, združil s tisto prvo potezo. Zdaj poišči predlogo številka 5, kjer imaš zapisane črke A in O. Večkrat jih prevleci z nalivnikom, da se roka navadi pravilne poteze. Ko imaš občutek, da ti dobro gre, si poglej, kako zapisujemo črki A in O v zvezek lisička. Pogledali si bomo še zapis črke A in črke O v zvezek lisička. Tudi ti dve črki zapisujemo v vrstico s trebuščkom, tako kot črke I, N in M. Postavimo se torej na tole črtico na dnu trebuščka in potegnemo poševno črto navzdol do sredinske črte, naredimo hribček navzdol, se vračamo do sredinske črte, naredimo trebušček oziroma glavico do spodnje črte, se z ravno potezo vračamo do sredinske črte, potegnemo ravno črto navzdol in dodamo rokico. Ponovim zapis. Torej poševna črta, hribček, se vračam z glavico do spodnje črte, potegnem črtico do sredinske črte navzgor, gor naravnost in rokica. Enako je potem s črko O. Torej dodam roko, hribček, po katerim se vračam, glavico do sredinske črte navzgor, rahel zavihek in krajša rokica. Ja, torej zopet hribček navzdol, se vračam po hribčku, naredim glavico, ravna črta potem do sredine, zavihek in krajša rokica. Pazim pri črki O, da naredim hribček dovolj globok, da potem, ko se z glavico vračam navzgor, da ne nastane tule tale luknjica. Enako je tu pri črki O, se pravi, moram narediti dovolj širok hribček, da lahko naredim glavico za črko O, da ni vmesnega prostora. Pogledal si, kako pravilno zapisujemo črki A in O. Sedaj te čaka vaja. V zvezek lisička napiši po 2 vrstici vsake črke. Ponovi tudi črki I, N in M. Vsako črko zapiši po 1 vrstico. V delovnem zvezku za opismenjevanje lahko na strani 96 zapišeš črke A in O. Besed pa še ne zapisuj. To nalogo bomo opravili naslednjič. V nadaljevanju boš lahko pogledal, kako zapisujemo besede, ki jih sestavljamo iz črk I, N in M, ki jih že poznaš, in sedaj tudi iz črk A in O, ki smo ju spoznali danes. Pogledali bomo zapis besed ima, nima, on in ona. Vsake besede zapiši po 1 vrstico v zvezek lisička. Si še zapis besed v zvezek lisička, zapisali bomo besedo ima. Torej zapišemo črko I, gremo do spodnje vrstice, dodamo črko M. Pazite, da sta oba hribčka pri M-ju do te sredinske črke in dodamo črko A. Se vračamo torej do sredinske črte in z ravno črto naprej, navzdol in potem naprej rokico. Dodamo piko na črko I. Naslednja beseda, ki jo bomo zapisali, je torej beseda nima. Torej zapišemo črko N, tako kot smo se učili. Dodamo črko I, združimo rokice s črko M in dodamo črko A. Piko na I. Ja, pazi, piko, ne krompirja. Sedaj bomo zapisali besedo on. Ja, torej vezava črke O in N je malce drugačna, ker ima O krajšo
rokico in to vpliva tudi na rokico črke N, s katero se povezujeta. Torej zapišemo črko O, pazimo, da je dovolj hribček širok in dolg, da lahko oblikujemo črko O, in torej dodamo rokici črko N. Tako, enako je potem, kadar zapisujemo besedo ona. Torej zapišemo O, črko N, tale O ni ravno najlepši, ga bom zbrisala. Takole, ponovim vajo. Torej O, dodam rokico za črko N in črko A. Črke v besedah so prijateljice, zato ne smejo biti roke preveč narazen. Ne sme se ti recimo zgoditi tole, da bi naredil roke predolge in da bi bile posamezne črke besede predaleč narazen. Ja, tako beseda ne izgleda lepo. Paziš, da so črke prijateljice in da stojijo druga blizu druge. Odzvadil tudi poteze zapisa prvih besed, poišči predlogo 6 in 7. Na obeh predlogah zapiši samo prvi dve besedi. Tretjo in četrto besedo na predlogi 6 in 7 bomo zapisovali naslednjič. Poteze oziroma besede večkrat zapiši po mojih črtah in ko boš to zvadil, lahko nadaljuješ z zapisom besed v zvezek lisička. Bravo! Danes smo tako spoznali še zapis črke A in O, s pomočjo katerih bomo lahko naslednjič zapisali še več besed. Do takrat pa pridno vadi. Vsak dan lahko tudi sam zapišeš v zvezek lisička katero izmed črk in ponoviš njihov zapis.